Med prometnimi konicami se mesta ustavijo. V večini večjih mest semaforji še vedno delujejo, ne da bi upoštevali dejanske prometne razmere v realnem času. Kako lahko torej optimiziramo cestni promet? Rešitev je morda našel zagonsko podjetje No Traffic. Ustanovljen je bil leta 2017. Podjetje je razvilo prvo avtonomno platformo za upravljanje mestnega prometa, ki jo poganja umetna inteligenca. Njegov cilj? Odpraviti prometne zastoje in v realnem času narediti ulice varnejše. Razumeli smo, da se promet v zadnjih 100 letih praktično ni bistveno spremenil. In nekaj sprememb je bilo, vendar smo menili, da lahko s tehnologijo dosežemo velik preboj. In prav to je podjetje s številnimi visokotehnološkimi strokovnjaki, ki v prometu niso vedeli prav veliko, pomagalo, da je danes postalo eno vodilnih prometnih podjetij. Ona pride do semaforja ob 2 zjutraj. Je edina tam, pa vseeno dobi rdečo luč. Zakaj bi morala dobiti rdečo luč? V redu, tam ni nikogar, morala bi dobiti zeleno. V redu, to je le en majhen primer, kako se lahko izboljšamo. Načelo je preprosto, a zelo učinkovito. Podjetje namešča pametne naprave na semaforje, opremljene s kamerami, radarji in čipi z umetno inteligenco. V nekaj milisekundah sistem prepozna vse, kar se premika skozi križišče. Avtomobili, avtobusi, kolesarji in pešci. Sistem pa se takoj prilagodi prometnemu toku. Torej, kar počnemo, je, da v realnem času opazujemo promet. Medtem ko danes v večini mest prometni tokovi temeljijo na statističnih časovnih načrtih. Promet opazujemo v realnem času in sprejemamo odločitev v realnem času glede na dejanski promet na cesti. Zdaj, kar še počnemo, ni le upravljanje sistema, ampak dejansko upravljamo platformo. Da vam bom primer. V enem izmed velikih mest v ZDA stadion za ameriški nogomet, Monday Night Football, prometni koridor, ki smo ga optimizirali brez policije. Porede, šlo je samo za optimizacijo, samo za optimizacijsko delo. In promet je bil veliko boljši, kot bi bil, če bi ga vodila policija. In občinam sploh ni treba spreminjati svoje obstoječe infrastrukture. Večina mest že ima neko vrsto tehnologije, ki se imenuje detekcijska tehnologija. Na to preidejo na videotehnologijo, na radarsko tehnologijo, celo na termalne tehnologije, zdaj celo na lidar tehnologije. Torej obstajajo različne tehnologije in te so že nameščene. Zdaj pa izkoriščamo že nameščeno obstoječo tehnologijo, ampak odstranjujemo stare stvari in nameščamo nove. Oglejmo, kako to deluje v praksi. Poglejte, tukaj je mesto, to je promet, preden smo prišli tja. In potem lahko vidite zgoraj, 2 tedna kasneje, isti dan, isti čas dneva, isti dan v tednu. Poglejte promet, v redu. Torej, kar vidite tukaj je, da je cela kolona preprosto izginila, v redu. Mimogrede, tukaj je več avtomobilov kot tukaj očitno, torej je več prometa, ki poteka gladko. Še ena stvar, ki boste videli tukaj na tej strani, poglejte levi zavoj, ker smo dejansko, vidite, kaj se dogaja, bomo sprostili tisti pas za levo zavijanje zanje, da ne bodo imeli takšnih težav. V redu, torej to je del optimizacije, ki sem vam jo prej pokazal. In rezultati govorijo sami zase. Videli smo, da smo v mestih, kjer izvajamo optimizacijo, v mnogih primerih zmanjšali prometne zastoje za 30 do 50%. Ampak ena bolj zanimivih stvari smo pokazali, je, da za vsak dolar porabljen za tehnologijo No Traffic, mesto pridobi ekonomsko korist v višini nekje med 75 do prav. Kar je odlično za župana, se lahko izračuna zmanjšanje zastojev, koliko to prihrani prebivalcem, pri emisijah seveda in izboljšavah varnosti. Torej, če je manj nesreč in manj voženj skozi rdečo luč, potem je tudi manj poškodovanih ljudi. Podjetje je prav tako trdno usmerjeno v prihodnost. Ves čas vidimo, kako se promet razvija. V redu, je vedno več prometa, vidite vse vrste avtonomnih vozil. Lahko komunicirajo med seboj, zelo dobro se znajo pogovarjati med seboj, vendar nekdo mora imeti pregled nad dogajanjem. Mimogrede, na vsakem križišču, ki ga postavimo, imamo tudi posebno anteno, ki je narejena za prihodnost. Veselimo se vseh prihodnjih stvari, kjer bodo avtomobili vozili sami in vsega podobnega. Umetna inteligenca še ni odpravila prometa, vendar ga je morda pravkar spravila pod nadzor.